Močanja. Sem pa prinesel te lepe, bom rekel, navodila, kako se moli, oziroma kaj je sploh tale čudodejna svetinja. Veste, jaz sem zdaj pri Marijinih sestrah, vse veste, na Dobrovi, čeprav jaz nisem Marijina sestra, imam pa rad Marijo. Tam je 14 starejših sester, redovnic. Jaz vsako jutro mašujem 3/4/7 zanje. Oni veliko molijo. Imajo pa še nekaj tudi vrta, tako da za te, ki so starejše, se čudam, kako to zmorejo še to obdelavati. Veste, če bi takole kakšno glavco, ki je malo manjša, vam povem, da so skoraj toliko velike paprike, pa paradajz, tukaj je taka dojenčkova glavca. Ne morate misliti, kaj to one predelajo. Tako da smo že mislili, kdo je prosil za seme, če bi kdaj želeli tako dobro papriko, pa paradajz, mi kar proste, pa vas bom pelil tja, pa bom sestra vam dala seme. Grem že vsako leto gor na otok pa smo se že pogovarjali, da mi bodo seme naredili, on pa kar po pošti poslal. No, takole, vam bom dal nekaj, če ne bo za vse, pa boste mi vprosti, ne bom vprosil, če bi pomagali. Bivte dal svetinco, jaz bom dal pa tole majhne listič, kaj to sploh je svetinja. Zdaj bom šli pa morda da prvo k damama, ne? One imajo prednost. Takole. Hvala lepa. To sem vesela. Izvolite. Marine, drži, da imam pa mi zdi škoda, da se mi pere čudnice. Izvolite. A je kdo med vami, ki danes zgoduje? Se vem, da nam te hoteli povedati. Bote morali kaj za pijačo dati. Ja. A ima mnogo? Ja, Marije, kar nekaj.
Alo. A se morate misliti, kakšen velik dogodek je to? Je tale naša gospa, kako je ime, Mihela, na isti dan rojena kot Devica Marija. Dajmo je en aplavz. Ona je rekla, da je to velika čast. Jaz pa pravim, zraven še, pa tudi obveznost, da Marijo še bolj posnemate. Jaz se trudim, da jo. Vi se tudi trudite, ne boš, da jo. Ja. Pa bomo zdaj zapeli po vaši želji, eno Marijo, mislim. Ja, to jo. Tako da znamo. Veš o Marija? Ja. Pevci. Veš o Marija, moje veselje, veš moje želje, ljubi te. Zbiraj pri tebi, vodel mi stari, ljubljena Mari, spomni se me. Zbiraj pri tebi, vodel mi stari, ljubljena Mari, spomni se me. Daj pa ti hočeš, moja kraljica, sladka devica, da ti podam. Drugega nimam, srce mi vzemi, zmara mi vzemi, tebi ga dam. Drugega nimam, srce mi vzemi, zmara mi vzemi, tebi ga dam. Pa ti kraljica, si draže vzela, ti si ravnina, zate nori. Molime blaga, tiha ohrani, mudrega brani, reši ga ti. Molime blaga, tiha ohrani, mudrega brani, reši ga ti. Kadar pa najde urazumila, Mati Marija, pridimo z nas, ti nas zahvali, daj nas veseli, tam bomo peti, zadovolj čas, ti ga kraljubi,
zdaj vas pa vprašam, kdo bo pa zdaj imel ta prvi rojstni dan? Zdaj, 5 dni naprej, kdo bo imel rojstni dan? No, niste povedali. A Patricija? Ne, pravi, da ne. 2. november. A veste, zakaj sem zdaj rekel? Da tisti, ki bo imel naslednji rojstni dan, nas takole zbere, da bo spet zapeli. Zdaj bo meni upa povedati. A veste, zakaj? Tole pesem jaz zelo rad pojem, zato ker znam vse 4. Pa to pesem rad pojem tudi zato, ker je zadnjič zaupal Franci Urbanija, triglavski župnik, da je Jakob Aljaž to pesem zelo rad prepeval. Še nekaj zraven imel tudi prekašni notak, ne vem. Da je zelo rad prepeval to pesem. Pa še zaradi nečesa imam to rad pesem, ko smo v taki družbi. Štormanova gospa. To je tista štajerski deželi, Savinjski dolini, ki je imel gostilne, ne vem, 7, pa hotel v Celju, ste gotovo, da je slišal Štorman. Zvone Štorman, njegova žena pred 17 leti je imela preprosto operacijo kile. Jaz sem jo že tudi imel, pa vi ne veš že tudi kdo. In na tisti kili se je zakompliciralo, da je ostala na vozičku, popolnoma nič ne more. Popolnoma nič. Čisto odvisna že 17 let. Spodaj je gostilna, gor pa prihaja prav iz doma za starejše iz Polzele, namesto da je bila tam v službi, se menjajo tukaj. Določene ure je pa sam mož Zvone, da skrbi za njo. Je pa neskončno vesela, če grem daj mimo, da ji prinesem sveto harilo, komaj še zaužije hostijo. In ko začnemo pet tole pesem, Vešo Marija, ne more da nič glasu, samo tako reče. Sam eno tako, čisto nič, ampak vidiš na očesu, kako je srečna v tej pesmi. To sem vam povedal tudi zato, a nekaj kdo reče, jaz sem najbolj nesrečen človek na svetu. A ne? Pa ne zdaj reči, da nimamo mi nič, nobenih težkih križov, ampak vsak ima svojega, ne? In Bog da vsakemu moč, da ga prenaša. V cerkvi sem že mislil povedati, pa sem vedel, da bo predolgo, pa začnete na uro gledati. Jaz pa tudi novo uro, veste, sam do nedelj imam ta novo uro. Pa kaj visoko dvignem roko, veste, da si vidijo. Kako je pa prišlo do te ure, veste, jaz imam nečakinje, pa nečake, pa se takole zberemo na kakšnem praznovanju, pa pravi ena, ki živi v Podnanosu, stric. Iz katerega veka imaš pa te uro? Jaz sem rekel, ne vem, od firme naprej, pa ne vem, a sem imel še kakšno. No, pravi, vse bo kakšen god, pa tak, pa rojstni dan, evo, in sem jo dobil. Pravi, da bi bilo preveč za v cerkvi, pa se mi zdi tale ena lušna taka anekdota, da boste še bolj vedeli, kako smo vsi pomembni in potrebni. En kralj je prišel k menihom, tam v samoti, v samostanu so živeli, po nasvet, vse veste, tudi to nas je pa uverilo, kralj. Je prišel po nasvet k enemu menihu in je videl, ko je stopil noter, polno knjig. Pa pravi, zdaj pa vem, odkot tebi taka moč, tako veselje, a ne, ker imaš toliko knjig. Pa je rekel, pa ga je pelo v štalo, vse vi veste, kaj je štalo. Ja, vem. In ga je pelo v štalo in takrat je prišel pa ven iz hleva tisti hlapc, tudi menih,
frančiškanski brat, mislim, samostanski brat, in je rekel, končal delo, pa se je lepo pokrižal, pa začel moliti. In je pokazal ta menih temu kralju, glej, kje je naša moč. To molimo, neko garamo, neko beremo knjige, neko smo doktori pa znanstveniki, pa ne vem kaj, ne? Ampak takrat, kadar molimo. In ena mama, ki reče, nič več ne moram delati v življenju, v službo ne hodim, na njive ne moram hoditi, a kamor več ne moram. Če pa moliš, je pa to ta največje delo. Veste, tako vam dam še za en poljubček za sabo, Se zdaj človek spomni, ko misli, da ni nič več pomemben. A je tako? Ja. Ja, je. Prijateljstvo po ljubezni in pokrivč. Bravo. Ste slišali si? Prijateljstvo in ljubezni je nikoli preveč. Mi se imamo radi, 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 radi. Mi se imamo radi, 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 radi. Mi se imamo radi, 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 radi. Mi se imamo radi, radi prav zares. Zakaj se ne bi imeli, radi, radi, radi. Zakaj se ne bi imeli, radi, radi, radi. Zakaj se ne bi imeli, radi, radi, radi. Zakaj se ne bi imeli, radi prav zares. Saj smo sami mladi, 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 mladi. Saj smo sami mladi, 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 mladi. Saj smo sami mladi, 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 mladi. Saj smo sami mladi, mladi prav zares. Pa še se bomo imeli, radi, radi, radi. Še se bomo imeli, radi, radi, radi. Še se bomo imeli, radi, radi, radi. Še se bomo imeli, radi prav zares. Zavriskajmo! A tega ne poznate? A vidite ljubezen, prijateljstvo? Ja! Tega ne poznate, ne? Veste? On je bil v Soči na rehabilitaciji in v kliničnem centru veste, da so mladi prišli, da je bolniški župnik, pa še njegov pomočnik, ko je še enkrat mlajši od mene, naj bo in lepo delajo in sem hvaležen. V Soči imam pa še. Se pravi, vsak torek maršujem v Soči in grem tudi po oddelkih, kolikor me hočejo, a ne? In tale mož, ki je bil v Soči, je vsakič prišel, ob torkih imamo mašo in je prišel tudi tja. In ne boste verjeli, od brta do brta, od torka do torka se je poznalo, kako je boljše. In je prišel tudi v kapelo že prej in se je lepo molil. A veste, jaz vedno rečem, da medicina pomaga, domači zelo pomagajo, sam zelo pomaga, pa če je zraven še Bog, potem pa obeden, ne smem reči, nam nič ne more. Pa še da smo bili samo moški, ja. Evo! No, zdaj pa Rojko, a imaš kakšen tak dogodek, da bi nas zdaj spravil še malo po konci, da daš malo poguma nam? A je kakšen tak dogodek se... Ja, nekaj smo to prvič, ko sem bil pri Sveti Maši, ne? In je bilo zunaj grmel, tako da ni bil močen, da bi kdo prišel dol. In zanimivo je bilo, da smo šli sem 3 moški, pa še gospod, tako da smo 4 smo bili. In v bistvu, da sem tu še 2, sem tudi istega oddelka, ampak ni tako smo mašali.
Ampak naslednjič nas je bil pa že kot za 11 svetih apostolov. Ne? Ja, to je običajno. Tam je, če jih je malo, je res malo, nas je sam 4-5. Ko nas je pa majčkano več, je pa zmeraj število 12. 12 apostolov. Ja, pa še ne bi bilo pa, ko smo imeli pa novomašo že preko drugota, ne? Smo imeli tudi novomašnika, ja. Iz Maravč, ne, je prišel Vito Urbanija. Narač pa največ v tisto kapelo jih pa pride, tam je bilo že 28-30, že pri maši. Ampak takrat mora že kar mečko na zunaj biti. Ampak kako? A vi probite tam ne? A še eden tam noter? Čisto podobna. Je čisto podobna. Glejte, boš pa hrbet videl. Točno. Zdaj bom pa še vprašal, Rojko, a se ti zdi, da je poleg zdravnikov v bolnicah potrebna tudi duhovna oskrba? Sigurno se je videl, pri tem se je videl, da je katera je vera bolj močna, da je bilo pri maš zmeraj več moških. Bravo, en aplavz za moške. Nikoli vas ne bo več žensk. Sam veste, tam je tako, da če jih je 5, pa je skoraj samo enih 7 nog. Ali pa še ne? Včasih je, kakšen je tudi brez obeh nog. Po večini pa brez ene noge. Veste, pa so ljudje zadovoljni. En možak, ker sem tela ni prišel, ker si ti bil, mu je ime Felix, to pomeni srečko. On je v taki dvorani, rečemo, kakor tukaj, je menjal žarenco, pa je lojtra padla in je padel in je stal na vozičku, zdaj 5-6 let je od tega in sem ga spremljal v bolnici, tudi v Soči spremljal, pa je rekel, Miro, a bom jaz še kdaj hodil?